Dobrodošli nazaj. Začenjamo drugi petkov dopoldanski del ključne konference mladih. Še bolje boste spoznali 4 mreže. Predstavili pa vam bomo tudi zanimive goste. Vsaka mreža ima na voljo 2x5 minut. Ja, čas na konferenci hitro beži, pa tudi sicer. Na Twitterju sem ravnokar prebral, da je minilo že 100 dni nove vlade. A to pomeni, da se zdaj lahko šaliva tudi na račun vlade, pa vladnih služb? Ja, jaz sem prepričana, da se lahko šaliva, ampak Matej, samo, prosim, samo, če so šale poceni in ne avtorske. Aha, torej cheap fore pa avtorske so prepovedane, ampak to ni najin stil. Ne, cheap fore, to res ni najin stil, zato bova v nadaljevanju spet stilsko usklajena in dala bova besedo najinim gostom in njihovim gostom. Ja, se bova predstavila oziroma predstavila na tole okroglo mizo, ki je tudi premična in veseliva se vsega, kar sledi, pa tudi vas bova zaslišala, kar tukaj, še predno torej predstavimo vaše goste, pripeljali ste jih skupaj kar nekaj. Me zanima, oziroma naloga, ki je bila podobna tisti, ki ste jo imeli včeraj, povežite ali izločite, to je nekakšen kviz, lahko sodelujete tudi vi na Twitterju recimo ali kako drugače, torej povežite ali izločite pojme, mladinsko delo, življenjepis, žur in šef. Kšeft ali šef? Šef. 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 Lahko dodamo tudi kakšno besedo mogoče, ampak zaenkrat so besede mladinsko delo, življenjepis, žur in šef. Jaz bom začela na koncu. Ja. In sicer pri šefu. Vsaka mladinska organizacija je pravi šef. Aha. Pomeni v organizacijskem smislu, v delovnem smislu, v izvajanju dejavnosti, pomeni, da si zasluži besedo šef. V slovenskem merilu. Tu se vse začne in konča. Ja, in potem zraven tega, ker tako gara mladinski delavec v mladinskem delu, v smislu dobrega dela, mora imeti tudi malo zabave. Pomeni, da mora biti tudi dober organizator, dobro usposobljen za zbiranje denarja, dobro usposobljen za kreativne ideje in da lahko pride do tiste prve aktivnosti, da dobro deluje v mladinskem polju. Karmen, kako bi ti povezala te 4 pojme, ali kakšen morda ne sodi sem, oziroma kateri je najbolj eksotičen? Čakaj, kaj imamo mladinsko delo, žur, šef pa? Življenjepis. Aha, ali CV krajše? CV. Ja, jaz mislim, da kar vsi sodijo v mladinsko delo. Res je, mogoče mi je še najbolj blizu zdaj trenutno beseda šef, ne? Ker dejansko v mladinskem delu preko projektnega dela dejansko postaneš ena taka, v bistvu tako neko mikropodjetje, s tistim svojim timom, ki ga imaš na tem projektu in si v bistvu neke vrste šef zase, v bistvu v sklopu tistega, kar se še vse ostalo, kar se dogaja v mladinskem delu. Vsak svoj šef. Kaj pa žur? Polona, Matej? Žur je tudi pomemben, oziroma tudi, da znamo uživati v tem, kar delamo. No? Aha. Jaz sem tukaj napisane vse besede odebeljeno, se pravi poudarjeno, mladinsko delo, življenjepis, žur in šef, katero je res treba poudariti. Jaz bi še kakšno dodala, preko kakšno poudarjala. Ne, mislim, je to dovolj, da je seznam daljši. Jaz bi morda izpostavila tukaj življenjepis in zavedanje tega, kar delamo in da znamo tu dejansko tudi potem prenesti v naše življenje, da ne sme biti to hobi oziroma ne sme biti tu neko prostočasna samo dejavnost, aktivnost, ampak moramo vse te kompetence, ki jih pridobimo skozi mladinsko delo, tudi znati prenesti naprej v svoje okolje, v delovno okolje. Matej, še zate? Meni je pa najbolj odzvanjala beseda šef in sicer zato, ker sem se spomnil čist začetkov svoje poti mladinskega voditeljstva, sem bral neke misli take malo bolj na čustveno raven, ne, in je bilo tam voditelj usmerja ljudi, ne, šef usmerja ljudi, voditelj jih spodbuja, šef, ne vem, šef nadzira, voditelj, ne vem, ne, tako primerjavam od šefom in voditeljem je bilo in mene je tisto zelo nagovarjalo, ne, in to je bilo mogoče tudi eden tak majčken razlog, zakaj sem se za to pot pol kasneje odločil. Ostale 3 oziroma celo vse 4 bi pa kar povezal v definicijo, ne, se pravi, mladinsko delo je
način, kako prek tega, da prevzemaš odgovornost, ne, da si šef, na žurerski način prideš do dobrega CV-ja. Odlično, mislim, da si zasluži aplavz. Ja, tako enostavno je včasih stvari povezati in tudi vi povezujete v svojih mrežah marsikaj. Videli smo v prvem delu, da skozi to, kar delate, nekako ste živ dokaz za to, da mladinsko delo odgovarja na številne izzive družbe. Zakaj mu to uspeva? Kakšen je potencial mladinskega dela za reševanje izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti? Se mi zdi, da je mladinsko delo ima eno samo dodano vrednost, ki je ključna, ki je zares ključna, ne? Če smo že na ključni konferenci, in sicer njegova pozicija. Mladinsko delo je prostor med družino in med javnim, ne? Med zasebnim in med javnim. So stvari, ki jih ne moramo dobiti druge kot v zasebni sferi, ne, kot v družini. So tudi stvari, ki jih ne moramo dobiti, recimo, ne vem, čista osnovni odnosi medčloveški, ta ljubezen, da smo sprejeti, da se počutimo, ta temeljni občutek varnosti. So stvari, ki jih dobimo samo v javnem in jih ne moramo nikjer druge, a ne. To, da smo narod, da imamo neko identiteto, da si prizadevamo za skupno dobro, a ne. In tle se pri večini Slovencev stvar konča, zato ker se mi zdi, da nimamo v krvi sfere civilne družbe, a ne. In mladinsko delo je pa ravno tisto mestni prostor. In kaj je tista njegova dodana vrednost, je pa to, da si ne upamo biti samo vsi ali privatni, ne, zasebni, moja svoboda pa me pa nič ne briga, ali pa na drugi strani javni, ne, se pravi, vsi moramo imeti enake plače, pa vsi moramo jeti skozi isto izobrazbo, pa to, ne, ampak dodajo to tretjo komponento, ki glih Slovencem po moje manjka, ne, to je pa ta sfera pluralnosti, sfera dialoga, sfera tega, da razvijaš sebe kot družbeno bitje na podlagi tega, kar ti je bilo dano v zibko in skozi proces vzgoja. In ne vem, se mi zdi, da to, da postaneš to, kar res si, to je po moje največja zasluga te umestne sfere, sfere civilne družbe. O mladinskem delu se pogovarjamo, o njegovem potencialu za reševanje izzivov. Polona? Ja, mladi v družbi so predvsem v družbe sprejeti kot neki uporabniki oziroma bolj kot tisti, ki dobivajo od drugih generacij in ne pa kot da bi bili soustvarjalci te družbe. In tukaj je odgovor morda solarno mladinski, potem pa seveda od teh mladih se pričakuje, da prevzamejo neke odgovornosti, da so aktivni državljani, da participirajo in tako naprej. In tukaj mladinske organizacije ponujamo ta mehek prehod, no. Ustvarjamo neko varno okolje, kjer se lahko preizkušajo, učijo in seveda potem te svojimi kompetencami tudi prevzemajo te odgovornosti, ki jim potem družba nalaga. Mladinsko delo, potencial za prihodnost, omenjate mehek prehod, je možno, da so mladi zaradi tega tudi morda preveč uvati? Načeloma ne, jaz vidim mladinski sektor kot nek enakovredni partner mladih pri njihovi realizaciji, ne. Res je, da v mladinskem sektorju ni prisile, ne, kar pomeni, da tudi ni pritiska, ampak posledično pa to tudi pomeni, da je prostor za izražanje kreativnosti pa samo aktualizacije tudi zato večji oziroma močnejši, ne. In jaz mislim, da v času, ko mladi dejansko začnejo vstopati v mladinski sektor, že imajo neke mehanizme odgovornosti, da vedo, da morajo sami zase poskrbeti, ne. Mladinski sektor je pa tisti, ki jim da pač tisti know-how oziroma tehnično podporo. Know-how, ja. Dragice, še ti potencial mladinskega dela za prihodnost? Oziroma, zakaj sploh mladinsko delo odgovarja na številne probleme družbe? Zdi se, kot da nimamo odgovorov, potem pa zdaj ugotavljamo, ja, se imamo mladinsko delo, zakaj? V bistvu mladinski sektor kot tak, ne. Imamo veliko mladine v Sloveniji, ne smemo reči, da je nimamo, po drugi strani govorimo o pasivnosti mladine. Obrnimo to stvar in rečemo, da je izziv v mladinskih organizacijah, v mladinskih centrih kot kotički svobode, kjer lahko mlad človek izraža sebe na svoj način, se istočasno uči novih veščin, osvaja novo znanje, o pomoči medgeneracijskega sodelovanja, ker se mi zdi samo prenos nekega znanja in osvajanje novega znanja lahko prinese nek napredek. Pomembno je to, da lahko sami daje pobude, naredijo sami,
ob neki strokovni podpori. Nekega dne stopijo samostojno na svojo pot. In se mi zdi, da vekolikor lahko to družbi prikažemo širše, kako je to pomembno, da oblikujemo mladega človeka, mladega strokovnjaka, ne glede na družboslovjo ali naravoslovjo, je pravzaprav tisto, kar smo lahko dali kot mladinski delavci, kot popotnico nadaljnim generacijam. Matej, imaš še repliko? Ja, sej najbrž ni bilo čist namislilo isto, ampak ko je Karmen rekla, da v mladinskem delu ni prisile. Ne? Jaz sem pa dostikrat čutil prisilo v mladinskem delu, čist ne vem, moraš nek razpis oddati, moraš ali pa ne vem, skautski tabor, zalijati voda šotor in moraš laufati in tako naprej. Ne? In se mi ravno te prisile najbolj cenim, ne? Zato ker se mi zdi, da ne vse, ampak velik del družin v Sloveniji ima res otroke v vati, se pravi, ne, saj tudi jaz sem bil tak, ne, živiš doma do 25, študiraš in tako naprej. Ne? In potem v bistvu kar naenkrat se pa pričakuje, da boš vse točke odraščanja kar naenkrat naredil, ne? Da boš pa zdaj šel, pa da boš si službo dobil, pa da boš še to, pa to, pa to, pa to. Ne? In je ta štenga, ta stopnica res zelo visoka. Ne? Mladinsko delo pa s temi blagimi skozi bolj, ne, s temi skozi večjimi prisilami ravno to izgladi in to je tisti mehak prehod, ki si ti govorila. Všeč mi je tale istočnica, živiš doma do 25. leta, no potem pa se končno preseliš nadstropje više. Nekako tako. Ja. Ja, zanimivo, da smo zdaj slišali same pravilne odgovore. Temu se reče osebnost narast. In napredek, ker si čedalje više. Karmen, ti sicer nisi zdaj prisiljena, da repliciraš, ampak lahko še, ker si bila direktno izvana, ampak na kratko. Bom potem. V zakulisju bo danes še vroti. No, vi ste prisiljeni. Potem te bom, Karmen, jaz kar povabil na barski stolček, to še ne pomeni, da greva v bar, bova pa tam govorila in nekaj gostov imava zanimivih, nekaj od teh komade bo poznal tudi naš prvi gost. Tukaj imamo tudi mikrofon, koliko jih bo. Zdaj bi pomagal še en aplavz, ampak prosim ne, ker bi se lažje predstavila sem. Torej, začenjamo predstavitev mrež in gostov, mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, Karmen Kukovič znova na odru in pozdravljam tudi Nikolovskega. Zdaj pa en aplavz. Mikrofona si vajen, tako da ne bo težav. Nikolovski, lep pozdrav. Kolikokrat si že nastopil v Cankarjevem domu dopoldne? A veš, da je bilo par prireditev. Najbolj v spominu mi je ostala una zadnja, ko je Društvo onkoloških bolnikov organiziralo prireditev. Ne? Ampak to je tako, ne. Takrat, ko sem prišel na oder in zapel pesem, sem prišel gor avtomatično in rekel, dober večer vsem. Ne? To pa pač je poklicna deformacija. Ja, to se tu pogosto dogaja, ampak to vprašanje sem postavil nalašč, ker vem, da nisi samo aktiven kot avtor, ampak tudi v mrežah. In Nikolovski, zakaj medkulturni dialog in kako vam vstopajo mladi? Kakšno so tvoje opažanja? Kot prvo bi rad povedal, da sem jaz z besedo multikulturen zelo počutim povezanega. Ne? Že malo zaradi tega, ker namreč moji starši, z mojimi starši je tako. Moj oče je Makedonec, moja mama je Srbkinja iz Bosne, mene sta rodila v Sloveniji, ne? In jaz vse življenje živim klele. In vem, da pač, če omenim besedo Jugoslavija, mnogim grejo lasje po konci, zato je ne, ampak pa zelo dobro v bistvu poudarja ta odnos v naši družini, kako sem jaz živel skozi življenje. Jaz sem se naučil spoštovati Makedonijo, naučil sem se spoštovati Bosno in seveda ljubim in spoštujem Slovenijo. Ne. In mislim, da je to ta temelj, na katerem v bistvu mislim, da lahko največ naredim, da zgledom delujem, da povem pač, da multikulturnost ne pomeni odrekanje lastne identitete, ampak kvečemu nasprotno, ne, obogati tebe in tvojo zgodovino in tvojo družbo. Ne. Ne bom te prosil, da nastopaš oziroma zapoješ, ampak vseeno, ali lahko glasba naredi več kot mladinsko delo za medkulturni dialog? Morda bilo bolje, če bi ta odgovor zapel, ampak ne, ni treba. Pa se v bistvu mislim, da se to že dogaja po celemu svetu, veš, ker če pogledaš razna sodelovanja raznih ljudi, pa ne sta to hrvaški pa srbski pevc, s katera imata duet skupaj, ali pa če je to Francoz z Nemcem, ali pa kakorkoli, veš, glasba že povezuje ljudi in to je glasba je tako kot filozofija, ko je zadnji Žižek razlagal. Ne? Glasbenik v bistvu nima narodnosti. Ne?
On je v bistvu dostopen vsem ljudem. In glasba je glih zaradi tega ta čudovit povezovalec, v katerem se res ne omejuješ na videzne rdeče meje na kartah, a veš, ne. Lahko daš en primer take dobre povezave v glasbi enega dobrega dueta, ki je v stilu multikulti? Ja, iz rap voda imaš v bistvu skoraj vse, kar artiste, kjer poznam. Ne. Jaz, ko sem rapper, mi smo itak taki, da pač dostkrat z besedili sodelujemo. In v bistvu sami izberite enega raperja in sigurno boste najdel bilo katerega artista zraven, ko ga niti ne bi pričakovali. Evo, primer, Kosta je naredil pesem s Koko in Moldovi. Sreča pride, čudovita pesem. On je ful dober za rapu, Superstar je naredil beat, Koko pa Moldovi so pa zašpilali na harmoniko in naredili tako res tako hudo romsko melodijo, da ne rečem cigansko, ne. Čeprav jaz s tem nimam problemov, ne. Tudi jaz sam se rečem, da sem čefur, ker pač to lahko te samo nekdo drug prisili v to, da se ti počutiš slabo zaradi samega sebe, ne. Jaz se ne, jaz imam čisto vest glede tega, kdo sem in kaj sem. Kaj pa mladi so tolerantni iz svojih izkušenj zdaj? Ja, kakor kje, saj veš, ne, imaš seveda motence, kateri pač živijo po nekem načelu, da je čistost to, kar si želimo, ne. Imaš pa seveda tudi ljudi, kateri so pa prepleteni v svoji družbi z različnimi kulturami, ne, in živijo normalno. In jaz mislim, da je to pravi korak. Saj, če govorimo na primer o svetovni globalizaciji, ne, to ni nič drugega, kot pa to, da je veliko različnih ljudi na enem kupu skup, ne. To je samo to. Carmen, bi kaj dodala? Ja, mogoče, kakšna je sploh njegova vloga v projektu, ne? On je v bistvu častni ambasador projekta in sicer nam pomaga preko svoje karizme z velikim K, če bi bilo v SSKJ, bi zagotovo pisalo pri karizmi Nikolovski zraven. Karizma je Nikolovski zraven, slika, veš, ne? Karizma je beseda, ki se začne na Nikolovski. Tako, ja, evo, dobro povedano. Torej, da glas in ideja o projektu doseže čim več ljudi, ne? In zato smo za častne ambasadorje izbirali ljudi, kot je Darko, ki nosijo to iskrico v očeh, ki je v bistvu nemogoče ne opaziti. Ja, omenil so še Kosta, zdaj jaz bi predlagal njegov nastop, ampak nimamo časa, oziroma danes ga ni tu, je pa dobra istočnica za naslednjič. Carmen, to pa niso edini gostje, zdaj bova na oder povabila še ambasadorke. To pa so ambasadorke gimnazije Slovenske Konjice v Republiki Sloveniji, Rahela Hren, Rebeka Vidali in Vanja Ungar. Ja, pridite, punce. Nikolovski, najlepša hvala. Hvala vam. Zdaj mi je šlo kar thanks, sem rekel tako. Kako se kaj mladi zahvaljujete? Thanks? Ali kako? En mikrofon tebi, en mikrofon tebi, vidi si ga boste pa delili. Torej, najprej vprašanje, logično, zakaj ste se odločile, punce, da ste prišle na oder, oziroma da ste sodelovali v mreži. Ja, v bistvu mi smo se za to odločile, ker pač, ne vem, rade tudi potujemo, pa spoznavamo nove kulture. In nam se je v bistvu zdelo, da prek mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga lahko mi spoznamo druge kulture in se pač o njih naučimo veliko novega. In pa hkrati v bistvu tudi na nek način predstavimo te druge kulture družbi in v bistvu s tem pripomoremo do neke strpnosti v družbi in v bistvu, da se neki stereotipi izničijo. Hkrati v bistvu tudi nekako boljše preživljamo naš pač prosti čas. No, to je dobro. Torej je tudi počutje zelo dobro? Ja, v bistvu se mi pač zelo dobro počutimo in v bistvu pač tudi menimo, da lahko pripomoremo k tem, da tudi nasplošno Slovenci spoznajo druge kulture in v bistvu se pač pokaže večja strpnost, toleranca. Zdaj bom vprašal Rahelo naslednje vprašanje. Povej mi, zakaj so mladi ambasadori pomembni v tvojem okolju? Ja, mi prihajamo iz zelo male šole, ki obiskuje 240 jakov. Aha, to sta 2 razreda, kako zdaj ponovim. 8 razredov v bistvu, vsak letnik 2 razreda. In pač pri nas ni veliko kulturnega mešanja, trenutno imamo samo 3 dijake iz drugih držav. In pač skozi ta projekt spoznavamo druge kulture, se o njih učimo, spoznavamo druge jezike. Potem zelo pomembno je tudi, da spodbujamo dialog o medkulturalnosti. To pomeni, da se povežemo z Mladinskim centrom Dravinjske doline, v katerem je veliko prostovoljcev iz drugih držav.
Oni pridejo na našo šolo, nam predstavijo svoje države, svoje kulture. Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da zaradi tega projekta veliko bolj koristno preživljamo svoj prosti čas. Zdaj je to umestilo v lokalni prostor, kaj pa, če bi rekla, če bi te podobno vprašal za Slovenijo? Celo Slovenija. Ja, v bistvu je vprašanje zelo podobno, ne? Edino, da gledamo bolj globalno. Odgovor bo drugačen potem. Ja, tudi spodbujamo različnost, spoštujemo druge kulture. Pomemben pa je projekt za Slovenijo tudi predvsem zaradi tega, ker se na ta način mladi vključujejo mladinske organizacije, ki imajo zelo pester nabor dejavnosti, vendar če mladi niso vključeni, informacije ne pridejo tako do njih kot In zato najbrž za razumevanje drugih kultur in spoštovanje najbrž ni treba se učiti tujih jezikov. Ne, samo strpen moraš biti. No, to je dovolj. Še vprašanje za Rebeko. Kaj bi sporočila mladim, ki niso, torej si ena izmed 500 mladih ambasadorjev? Ja. Mladim bi sporočila, da naj se še čim bolj vključujejo v te projekte, ki spodbujajo medkulturni dialog, naj se vključujejo v mladinske organizacije in tako pač postanejo bolj ozaveščeni o tem, naj se tudi informirajo naj se informirajo na področjih, ki niso pač samo v šoli. To je bilo tako vljudno priporočilo mladim, zdaj pa treba formirati še sporočilo odločevalcem, to bo pa najbrž v Velelniku ali kako? Ja, za sporočevalce pa, da naj bi še organizirali več takšnih projektov, ker pač glede na to, da se pač ta projekt zaključuje in da bi jih še nadgradili, kot naprimer s tem, da bi povezali še več držav v ta projekt in pa da bi mogoče v učni načrt uvedli 1 uro, ki bi bila namenjena v bistvu Če 1 uro bi vključili v program, ki je namenjena mladinskim organizacijam, pač ker če pride v razred nekdo zunanji, pač ne učitelj, je vzdušje v razredu čisto drugačno, vse je bolj sproščeno. No in predlagam, da v takem sproščenem vzdušju tudi nadaljujemo. Najlepša hvala mladim ambasadorjem medkulturnega dialoga in Karmen tudi tebi. Zdaj pa še ena mreža. Sem ris in ker sem ris, se usedem na stol. Hvala torej mreži Mam D. Zdaj pa nadaljujemo z risi. Dragica je vedno pripravljena. Sodeč po zadnji raziskavi, ki sem jo ravnokar dobila, to je scenarij. Je zdaj na vrsti zelo ugleden gost. Zelo ugleden gost. Ja, ljudno vabim na oder direktorja Inštituta Jožefa Štefana, doktorja Jadrana Lenarčiča. Dobar dan, dobrodošli. Aha, tako ste se, dobro ste se tako dogovorila. Se mi je zdelo, da s počasnim korakom prihajate, niste vedeli, kam bi zavili. Dragica je v prvem delu omenjala, da so k vam na inštitut pripeljali cele avtobuse mladih. En avtobus. Dejansko pa prihajajo celi avtobusi, to pa je res. Praktično vsak dan je kak avtobus. Cel dan pride. LPP najbrž tudi, ne? Teh ne opazim, tisti so na glavni cesti. Kako je potekal ta obisk? Dobili ste mlade navdušence nad raziskovanjem, nad znanostjo in ste jim rekli, dobrodošli pri nas, prosimo, ničesar se ne dotikajte, samo lepo nam sledite, poglejte, kar vam bomo povedali. Vprašanja so dovoljene na koncu. Kako je potekalo to povezovanje? Kako naenkrat pridejo mladi k vam na inštitut? No, sej, kot sem rekel, mladi so vsakodnevno tam in prihajajo na različne načine in so ponavadi zelo zainteresirani. Ko smo pred leti rekli, če bi povabili gimnazijske, torej bodoče študente na inštitut iz ljubljanskih gimnazij, oziroma 3 gimnazije smo izbrali,
so ravnatelji zelo jokali, da nimajo časa, da bi prišli in da bo morda kakšen res prišel. Ko so to obvestili mladino, da lahko pride na obisk na inštitut, je bila dvorana tako polna, da še nikoli ne. Torej se zelo zanimajo in ne samo v tej akciji, tudi v vseh drugih. Kako ste se vi na inštitutu počutili kot pomembna inštitucija v tej mreži SEM-RIS? Je bilo sodelovanje res tako dobro, kot pravi Dragica? Zdaj moramo vse preveriti. To se mi zdi, da je znanstvena metoda. Mogoče samo v pomoč, v bistvu Inštitut Jožef Štefan sodeluje na zelo zanimiv način in sicer s potujočo razstavo ženske v znanosti in prav z področja računalništva in informatike, kar jih je v Sloveniji zelo malo. In mi smo bili na obisku takrat, ko so imeli dan odprtih vrat. In kaj smo seveda iskali? Mlade znanstvenice. Ne? Videli smo pretežno moški svet, ampak tudi znanstvenice. Vse veste, zdaj sva 2-1, ne? Tako da ste najbrž pričakovali to vprašanje. Ja. Se pravi, ženske v znanosti, pomembna vloga vašega inštituta tu. Ja, torej lahko se tudi malo pohvalimo. Torej mi imamo res da 3 glavna področja, eno inženirsko računalniško področje, kjer je večinoma moških že v začetku, že v vstopu. Imamo tudi področje fizike, kjer je še večja večina moških, zelo redka je ženska, že v vstopu. In imamo kemijo, kjer je približno polovico žensk in polovico moških v vstopu na inštitut. In danes imamo na inštitutu 28 raziskovalnih odsekov, to je področji, tako rekoč, in od tega je 8 šefic. Če to primerjate z drugimi inštituti po svetu, je bistveno več. Ponavadi šef pri nas je kot bog in batina, kot se reče, to je res najpomembnejši človek v neki skupini. Zato smo ga tudi prej dali v tisto povezovanje. Ja, ampak to mi šefa nimam, šef je, veste, pri nas je malo v znanosti šef se drugače razume kot v kakšnem drugem poklicu. Kot recimo pri mladinskih delavcih. Morda. Povejte še v tej razstavi Ženske v znanosti. To je kaj, potujoča razstava? V bistvu to je bila razstava, ki sta jo pripravili dr. Mladeničeva in pa gospa Brodnjak. In razstava je imela namen potovati po mladinskih centrih, tudi po šolah, v podporo znanosti kot taki in sicer deklet seveda v znanosti. Bile so predstavljene različne znanstvenice področja računalništva in informatike in razstava sama kot taka je bila nastala že v letu 2006. Mi smo jo seveda z veseljem sprejeli in promovirali med dekleti, ampak ne samo med dekleti, po šolah in mladinskih centrih, ampak tudi med celotno populacijo mladih. Doktor Jadran Lenarčič, eno vprašanje za vas. Omenjali smo srednje šole, vi ste izpostavili gimnazije. Kaj pa prej? Kdaj naj bi se mladi začeli navduševati za znanost in predvsem, kje naj bi se to dogajalo? Se mora to res dogajati v šoli, ko pa je lahko recimo v mladinskem centru veliko bolj zabavno? Prej smo gledali hude eksperimente, ne? Veste, kaj se zdaj naredili? Zdaj me ne boste ustavili več, ne? Ker približno ob 4 še dobro, da vam predam. Ne, jaz sem zelo kritičen namreč do tega področja, pa ne govorim samo o znanosti, govorim na splošno o ustvarjalnosti. Več kot veliki teoretiki o ustvarjalnosti mi dajo prav, ko pravim, da si ustvarjalen toliko, kolikor je otroka v tebi ostalo, kolikor tega niso iztisnili oziroma se ga sam nisi iztisnil v sebe. In mi vsi dajo prav. Dejstvo je, da otrok nima nobenih težav delati napake. On se z napakami uči in se nič ne sekira, če jo je naredil. Medtem, ko starejši kot si, vse več težav imaš s tem. Oziroma te ves čas učijo v šoli, da ne smeš napak delati. Podobno je z dvomom. Vsako raziskovalno, vsako ustvarjalno delo na katerem koli področju, pa ne si bo na ekonomiji, če hočete v znanosti, v športu, kjerkoli, temelji na dvomu v lastno delo. Umetniško delo brez dvoma v lastno delo nima nobene prihodnosti. Če pogledate, kaj se dogaja, berite medije, vsi dvomijo v tuje delo, ne v svoje delo. Se mi je zdelo, da bomo slejali prej novinarji vsega krivi, Matej. Tudi malo. Vsaj deloma, ja. Pojdite si pogledati revije, tlele gor, sem bil prej v kiosku, same revije, sam Gossip. Tega nisem jaz napisal, nekdo je to moral napisati. Pa mislim, da si to poslušalstvo ne želi, oziroma občinstvo ne želi ravno samo to brati.
No, hočem reči to, ne? Ko govorimo recimo o raznih programih v šolah, ne? Mečemo glasbeni pouk iz šole, zakaj? Zato, ker nimajo vsi posluha, pa so vsi frustrirani pol. Mečemo likovni pouk, pa imajo vsi težave, zato, ker ne znajo vsi lepo slikati, ne? Zakaj en učitelj glasbenega pouka ne reče, gledajte, v petek bomo imeli glasbeni pouk, prosim, danes je ponedeljek, do petka ne vsak skomponira svojo skladbo. Me ne zanima, zna kakšen inštrument, ne toče po škatlah, ne naredi karkoli, ne skomponira svojo skladbo, ne? To je ustvarjalnost in boste videli, da tisti, ki morda nimajo sploh posluha, se bolj ustvarjalni od unih oziroma se bodo bolj navdušili. In to se nam dogaja. Zakaj je v 3. letniku gimnazije se mladina več ne odloča toliko za naravoslovje in tehniko? Ker se je bojijo, ker mislijo, da to so neki drugi ljudje. Ker se niso nikoli v življenju srečali s tem, da mu je učitelj v osnovni šoli rekel, ne se naučiti pesmice na pamet, napiši svojo. Jaz sem to spoznal na sebi v 2. razredu osnovne šole, ta je stara zgodba, ki sem jo milijonkrat povedal, smo se morali do 2. dne naučiti neko pesmico o zimi, ker je prišel inšpektor. In jaz sem seveda pozabil, ne? In drugi dan pridem v šolo, ko hodim v šolo, razmišljam, Madonna, pesmice se nisem naučil in sem si jo napisal v svoji glavi, gredoč v šolo, ne? Kaj pa je v zimi napisati, ne se veste, zima spet si tukaj. Zima, bela, vrh, to je vaša? Ne. Okay. Ampak je podobna je. Aha, okay. In so vse podobne, ne? In v bistvu ne ločiš, lahko bi bila tudi moja, se res ne. In zamislite situacijo, ko inšpektor reče, no zdaj pa ne to recitirajo in ta trušica točno mene pokaže. In jaz zdaj to recitiram in ona vsa presenečenja, kje si pa to dobo, je to bilo v Cicibanju, je to bilo v Kurirčku, takrat je bil tak. In jaz pravim, ne, sem sam napisal, ti poreden fant, ne, nisi. Inšpektor ustane in reče, to pa je neki. In takrat sem jaz poznal, da je ustvarjalnost nekaj v življenju. A so naši otroci bili kdaj naučeni to? So imeli to izkušnjo? Jaz trdim, da večinoma ne. Čim več ustvarjalnosti želim. Hvala lepa, profesor dr. Jadran Lenarčič. Hvala lepa. Lahko bi še govorili, ampak kaj se veste, omejila čas? Edina znanstvena metoda, ki jo imamo tu, je ura. Dragica, še dva gosta imava. Ja. Povabim najprej seveda predstavnika mladinskih centrov. Velja. In sicer Jurija Šarmana, prosim. Jurij Šarman prihaja s Ptuja. Dobar dan, dobrodošli. Pa še Marjeto Primožič lahko povabiva. Prosim. Marjeta Primožič pa prihaja iz šolskega centra Velenje. Dobar dan. Pozdravljeni. Jurij Šarman, CIT Ptuj. Je to laboratorij? Tudi možno. Kako gledaš na stvar? Lahko je tudi laboratorij. Jaz gledam zdaj skozi znanstvene leče. Jaz pa čisto amaterske leče. Skozi amaterska očala. Ja, se pravi, CIT je center interesnih dejavnosti, to morava razložiti. Kakšna je bila vloga CID-a v tej mreži SAMRIS? Ja, najprej na začetku tega projekta v bistvu praktično smo vsi imeli malo dvoma, v bistvu, kaj bi pa mi to počeli. Dvom je dobra zadeva, smo slišali, ja? In na koncu se je izkristaliziralo, da je to ena priložnost v bistvu za mladinski center, da razširi svoja področja dela in seveda predvsem pride v stik tudi z šolami. Namreč mi smo imeli zelo dobro izkušnjo pri tem potujočem eksperimentu, ki smo povabili osnovne šole in odziv je bil odličen. Še druga taka stranska pozitivna zadeva je bila ta, da so mogoče nekateri učitelji tudi prvič prišli v ta prostor, v naš center, pa tudi osnovnošolci spoznavajo ta center skozi ta pristop. Morda še besedica ali dve o gledališkem performansu. Kaj je to? To je to, kar ste videli na začetku v prvem delu Žarnice, fakirski stol. Tako, to je to. In mladina je izredno zainteresirana za tako stvari. Verjamem. Marjeta Primožič, v Velenju ste na šolskem centru, zadolženi za mlade raziskovalce področje? Ja, za koordinacijo dela v gibanju
Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline in to mladi z veliko začetnico. Kaj ste vi počeli konkretno v tej mreži oziroma kako ste pomagali k temu, da je bil ris s pravimi zobmi, da ste tudi kaj ugriznili? Ugriznimo znanost, ne, se tudi reče včasih. Ugriznimo in moram reči, da naši so kar krepko zagrizli vanjo. Sodelujemo zdaj že 3. leto in veseli smo, da so k nam prišli mladi k mladim. To, kar je bilo že prej v prvi skupini izpostavljeno. In s tem s potujočim eksperimentom, z lutko, v kateri je bilo že govora, z nevihtno steklenico, smo na nek način, na nek nov, drugačen način spodbudili mlade k ustvarjalnosti in k temu delu. Že prej je gospa Dragica omenila lutko. Ta lutka je izzvala letos osnovno šolko, da je izdelala raziskovalno nalogo, izvala srednje šolce, da so pripravili tudi raziskovalno nalogo z njeno pomočjo. Osnovnošolka je merila hrup med šolskimi odmori, medtem ko so srednje šolci preizkušali s pomočjo lutke sevanje mobilnikov. In ne nazadnje 4. izpitna enota na poklicni maturi. Te dni je lutka sopotnik v avtih, kjer preizkušajo, navijajo glasbo in merijo hrup in seveda ugotavljajo hkrati škodljivost in še kaj. Še izziv za oba dva, prosim, nadaljujta. Mladi, mladinske organizacije, povezovanje, raziskovalno delo, prenos v gospodarstvo. Kaj sledi? Da, zagotovo je tu močna povezava. Kaj ti mladi raziskovalci na ta način skozi to delo, ki ga opravijo, opozorijo nase, dobijo reference in gospodarstvo jih zazna že prej. Enaka naloga za vas? Jaz gledam ta izziv skozi pogled mladinskega centra. V bistvu naš izziv je ta, da mladim omogočimo, da se seznanijo z raziskovanjem in z znanostjo na način, ki je njim primeren. Torej tega, kar ponavadi v šolah nimajo, in ta priložnost sodelovanja s šolami in mladinskimi centri je tukaj izredno dobra. Odlično, hvala lepa. Juri Šarman in Marjeta Primožič sta bila najina gosta. Hvala tudi tebi, Dragica. To je bila mreža Sem ris. Hvala in srečno. Anja, jaz sem ta čas celo preveril avtorsko skladbe Zima, zima, bela. Odlično, in? In nisem še našel avtorja, sem pa izključil pop dizajn. Pa na YouTubeu sem našel še različico Saške Lendero in priporočam, da si ga ne ogledate. Toliko za enkrat, ampak mi bomo kar nadaljevali. Mislim, da še točk, ki se jih še nismo dotaknili, vseeno nekaj in vprašanje za vse 4. Vas prosim, da odgovarjate kratko, to seveda ne pomeni da ali ne. Jaz kar odhajam. Nasvidenje v naslednjem takšnem dogodku. Ja, Anja bo prinesla mikrofon, jaz pa bom postavil vprašanje. Kot vidimo po vaših dejavnostih in kar pričajo tudi raznoliki gosti, ki ste jih pripeljali, je mladinsko delo pravi most med različnimi sektorji in generacijami. In kako pa je vam uspelo to usklajevati? Naj odgovarjajo tisti z mikrofoni. Polona. Ja, definitivno je treba zastaviti dobre temelje. Kot v vsaki hiši tudi most začnemo graditi pri temeljih. In tako da smo mi izhajali iz svojega znanja in tudi potem nadgrajevali to znanje in s tem gradimo že te mostove prihodnosti sicer. Kot sem rekla, je to mladinsko delo je nekaj, kar učinke bomo videli v prihodnosti in če postavimo dobre temelje, potem ni straha, da se to ne bo nadaljevalo. Taki projekti, kot je bil naš, oziroma kar so vseh 8 projektov, so dobrodošli in so odziv na izzive, ki se pojavljajo v družbi, vendar so kratkotrajni, oziroma ja, saj so neki učinki, imamo neke izkupičke ven, smo dobili neke podlage,
ampak je to treba potem naprej prenašati, no. In seveda med generacijami in znanje deliti. Torej, kar se našega projekta tiče, jaz menim, da je bilo res nekaj posebnega vzpostavljati ta most med formalnim in neformalnim sektorjem izobraževanja, ne. Spomnim se, da ko smo na začetku projekta, ko je bil odobren, ko smo vstopili v šole, smo dejansko naleteli na zelo kar velik odpor, češ, kaj boste zdaj vi, kaj si pa ti po izobrazbi, kaj pa, mislim, ne. Ampak mislim, da se pa tekom projekta pokazalo, da smo dejansko, da znamo, da imamo know-how, pa tudi, ko ste videli, ne, mlade ambasadorke tudi same pozivajo, se pravi, dajte nam še več, dajte nam tisto, kar nam lahko neformalni sektor da čist na malo drugačen način kot vi, ne, drugače je, ne. Tako da jaz mislim, da to je ena res taka super popotnica za naprej, da se ta dva sektorja tudi v nadaljevanju povezujeta in da pač se to na nek način formalizira, da se postavijo osnove za to. Naslednji ima besedo oziroma štafetofon v roki Matej. Ja, če mi kot predstavniki sektorja mladinsko delo ne bomo našega sektorja povezali z drugimi sektorji, bomo še naprej ostajali nas bo druga javnost še vedno dojemala kot pač koristno preživljanje prostega časa mladih. Na tem trgu so pa drugi akteri, ki so čist druga fora, ne, so športna društva, so ne vem, so pač pop kultura in na tem trgu mi pravzaprav nimamo kaj početi. Mi moramo nujno sektor mladinskega dela povezati z, ne vem, najbolj perspektivne se mi zdijo sociala, tudi vseživljenjsko učenje, ne, to, kar se zdaj še zmeram večinoma govori izobraževanje odraslih, ne, sektor vseživljenjskega učenja, potem zaposlovanje mladih, ja, znanost, kultura, ne. Če mi ne bomo nekako, te sektori morajo nas začeti dojemati, da jim mi lahko ponudimo zelo kvalitetno vstopno mesto v njihov sektor, ne. Se pravi, da smo mi lahko že ena stopnička, preden ti rataš socialni problem, ali pa da smo mi lahko ena valilnica kadrov, ki se bojo ukvarjali s kulturo, ali pa da smo mi lahko ena valilnica športnikov, ne, ker tudi takih organizacij mladinskih celo manjka v Sloveniji, ki bi imeli šport za tisto svoje temeljno vodilo, pa jih je bilo včasih ogromen, 50 let nazaj, če berete knjige o opise mladinskega dela, jih je bilo res ogromen. Zato je ta povezava in ne vem, mi smo enostavno premehni, da bi drugi sektorji opazili, da morajo do nas mostove delati, čeprav malo že tudi opazijo. Enostavno moramo mi bolj kot sam kjero delavnico, pa kjerega gosta, pa dokdaj bomo tole imeli odprt, moramo veliko bolj delati strateško in se povezovati z temi sektorji, ne. In začeti govoriti njihove jezike tudi, ne. Dragica? V bistvu naša mreža je bila na nek način specifična. Orali smo ledino v raziskovalnem delu na Mladinskem polju. Naloga je bila težka, bili smo kot risi, ja, morali smo biti kot risi, vendar odprta vrata v šolah, jaz moram reči, da so nam bila vse posod vrata na steže odprta, brez ene šole, da se to ne bi zgodilo. Res pa, da so bili mladinski centri tisti, ki so odpirali v svojih lokalnih okoljih. In še nekaj, nam je bilo odprto tudi gospodarstvo. In tako da pravzaprav mi nismo se soočili z neko zaprtostjo šol, bolj smo dobili en drug feedback. Zdaj znotraj nas delujeta še 2 centra eksperimentov v Kopru in pa v Mariboru pri nas. In v bistvu so šole naenkrat, smo rekla, kar navalile, ne? Tako kot rečemo Štajerci, in smo se soočili z nekim dodatnim delom, ki je obrodilo neke sadove, ki so bili tekom mreže ustvarjeni. In še nekaj je bilo v Mariboru, lahko pohvalim tudi tukaj z gospodom Andrejem Fišerovcem, smo se povezali tudi z mladimi raziskovalci v Mariboru. In tako kot je bilo Velenje, želimo pravzaprav to mrežo razširiti, ne glede na to, da se je zdaj ta finančni del zaustavil, oziroma se še ni zaustavil, ne, da ne bom kaj narobe rekla. Mi mislimo, da bo vse kar nadaljeval, če sem tako iskrena, no. In na nas je, da odpiramo ta vrata tudi drugje in da spostavljamo te drobne stopničke, tega mostu, teh temelje in da enostavno se mi ne zaustavimo. Ker zgodi se nam zdaj lahko taki handicap, da smo onemogli in obstanemo, ampak ravno tukaj je mogoče ta izziv,
ta dvom, kako naprej in da lahko spostavljamo nove vezi. Toliko o brveh in mostovih, mi pa drvimo naprej. Ja. Zdaj je spet čas za eno mrežo. Ja, in če se Polona strinjaš, te bom odpeljal na oder oziroma na barski stolček. Polona se očitno strinja. Je šla kar za Kaj mano. pa naj? Ja, Polona Rožman, ponovno MGS oziroma MGS, praviš ti? Kako je bolje? Kako je To je bolj? ljubkovalno ime za našo mrežo. Ljubkovalno ime ima mreža. Imamo predolgo, da bi zmerno izgovarjali. Ja, sklepam, da sta gosti oziroma da so gosti tvoje oziroma vaše mreže predstavnici dveh različnih generacij. Ja. In naša prva gostja je, jo boš predstavila kar ti. Ker govorimo o medgeneracijskem sodelovanju in sožitju, ko govorimo o tem, ne sme priti pobuda samo iz strani ene generacije, ampak je treba to gledati bolj trajno. Treba gledati to kot nekaj, da je del našega življenja, nekaj, kar se učimo skozi celo življenje. In v ta namen smo v svoje vrste tukaj kot gostja zdaj povabili dr. Bogatajevo iz Andragoškega centra Slovenije. Dober dan, morda kar na mojo levo. Izročam vam tudi mikrofon, dobro ga izkoristite. Vprašanje za vas je seveda, kako vi vidite odnose med generacijami v Sloveniji in tukajšnje medgeneracijsko sodelovanje, pa da bo čisto jasno, govorimo o koliko generacijah, mogoče Polona, če mi pomagaš. Ja, zdaj tukaj je odvisno, s katerimi očmi Koliko je gledamo. generacij? Ja, 78, 77, 76, Lahko je čisto vsako leto svoja generacija, lahko imamo samo 3, lahko jih imamo 8, odvisno. No, recimo mladi in stari, to je vaš fokus. Ja, ravno vaš logotip o tem prav zelo lepo govori in pravzaprav je tisto, kar sem jaz razmišljala, to, da ne glede na število generacij, je že sama vsaka generacija znotraj sebe zelo pestra, izjemno pestra, z vidika aktivnosti, z vidika radovednosti, ustvarjalnosti, kot je bilo danes lepo izpostavljeno. Kar pomeni, da že znotraj mladih so nekateri zajčki in drugi bolj želvice. Z nekega drugega vidika pa za drugo stvar želve in zajčki se lahko zamenjajo. Kaj šele, kot začnemo primerjati več generacij med seboj. Zato se mi zdi izjemno težko in delikatno pravzaprav posploševanje. Aha, starejša so morda želvice in mi mladi, vi mladi, pa zajčki. In če se spomnim festivala za tretje življenjsko obdobje, ko so se starejši organizirali, bilo vse polno in danes, ko sem prišla k vam, sem iskala starejše obraze. In dojenčke. Zdaj za dojenčke upam, da jih imate, saj skrite. Starejših pa res nisem srečala. Morda nekaj srednje generacije in seveda v prejšnji točki z veseljem tudi nekaj naše generacije, srednje generacije. Torej tisto, kar opazim, je eno ta velika pestrost, na katero moramo biti vsekakor pozorni, in drugo, ko opazujem življenje, da je veliko medgeneracijskega sodelovanja v družinah. Zlasti tistih, kjer živijo skupaj. In kot je bilo danes že lepo povedano, se bojijo konfliktov, zato so stalno v konfliktu. In mnogi, žal premnogi se odločijo v ogib konfliktom, se raje vsaka generacija zorganizira in loči od druge, s tem zmanjša možnost stikov med seboj in s tem se pravzaprav oddalji. Tako da to je tisto, kar vidim v tem zasebnem prostoru. Potem vidim seveda na nacionalni ravni mnoge inštitucije, mnoge inštitucije starejše generacije, institucije mlajše generacije in vse imajo skrb z denarjem, skrb z lastno prepoznavnostjo in pravzaprav osredotočenost na to, da bi bile bolj podprte, bolj prepoznavne. Tisto vmes pa manjka med zasebnim in nacionalnim. In to je točno to, kar se vi danes tukaj greste, kar pravzaprav promovirate s tem, da je več mrež skupaj pripravilo konference. To se mi zdi izjemno pomembno in res čestitke za to. Omenjali ste tudi dojenčke, ampak saj so tukaj, ampak ravno je čas hranjenja oziroma kar vprašajte ljudi v občinstvu, gotovo imajo pri sebi dojenčke, starejše generacije v denarnicah, mlajše pa na mobilnih telefonih.
zagotovo. Naslednje vprašanje pa, da ne bomo ostali pri dojenčkih, se jih bomo še dotaknili in jih zazibali. Kako bi medgeneracijsko sodelovanje moralo biti vodeno, da bi v kontekstu trajnostnega razvoja prispevalo k preživetju in dvigu kakovosti življenja? No, prvo, kar mi seveda pride na misel, je to, da moramo biti vsi zelo pozorni na te razlike med nami, na zajčke in želve, znotraj generacije, med generacijami. Drugo, da se moramo pravzaprav na te razlike odzivati, ne? Kar pomeni iz vidika trajnostnega razvoja, ko ste ga že omenili, omejevati, bom rekla, kar eno tako neprimerno razsipnost. Tiste dele, ki so zajčki v razsipnosti, je treba kar majčkeno staviti. In spodbuditi želvice, ki so tihe, mirne in ogromno prispevajo k medgeneracijskemu sodelovanju. Te je treba spodbuditi, potem lažje teče. Drugo, kar bi podčrtala in je bilo danes že povedano, je pravzaprav ena samozavest, da smo vsi lahko kdaj zajčki in kdaj želvice in da si upamo, in mladi ste pa res prvi, ki si boste upali in si upate. In pa zadnje, kar bi res počrtala pravzaprav v ustavitev enega drvenja v materialno blaginjo in negodovanja nad strahotno situacijo, kakršna je, ker statistično gledano smo vendarle v pogojih, ki so špica na svetu, v materialnem smislu. Zato bi osredotočila se na vse te nematerialne vidike, na radovednost, na ustvarjalnost, na lepe odnose, prosim, na delanje dojenčkov, na učenje, na radovednost, na te nematerialne vidike, ki dejansko omogočajo preživetje in kakovost. Tu ste imeli v mislih zajčke ali želvice? Makar oboje. Prav, najlepša hvala. Hvala vam. Polona, boš predstavila še naslednjo gostja. Ja, danes imamo živalski mrt v malem tukaj, ne? Ja. Sem tela morda sam te želve, zajčke malo še. Na poti sem videl tudi zebro. Ja. No, vidiš. Zakaj zajci želve? Sposodili smo si basen o zajcu in želvi, ki tekmujeta v teku. Naš cilj je, da prideta oba istočasno skozi cilj. No, moja druga gostja je pa tudi moja sodelavka, tesna sodelavka na projektu, ena od njih. Mi bomo predstavili zdaj, oziroma bo predstavila nam en sklop, en segment našega projekta. Zakaj smo se odločili za to? Ker ko smo pristopili k temu projektu, smo iskali neke teoretske podlage. Jih nismo zaznali, vsaj ne takih, ki bi bile namenjene mladim, ki bi nagovarjale mlade. Smo jih mogli najprej ustvariti. In tako da vabim Klaro Vidmar, da bo predstavila delo študijske skupine. Izvoli mikrofon. Živjo. Dobro ga izkoristi. Klara, na kakšen način si začela oziroma kako si stopila v akcijo? Bom rekla, da smo stopili v akcijo, nisem sama. Premišljeno, s cilji, voljo in pa študijsko skupino. Tako se vstopa vsako akcijo, premišljeno s cilji? Izkazalo se je, da je tak začetek dober, ja, tako da priporočam. Ja. Nekako smo si zastavili eden glavnih ciljev naše mreže, je bil razvoj konceptov medgeneracijskega sodelovanja znotraj mladinskih organizacij. In nekako smo videli, oziroma je padla ideja, da bi to razvijali v okviru študijske skupine. Pač neka dobra, preverjena metoda, neformalna oblika in zelo dobra za mladinsko delo in za aktivnost oziroma v skupinah, v medgeneracijskih skupinah. No, v to študijsko skupino smo povabili predstavnike naših konzorcijskih partnerjev. Sprva nas je bilo v skupini tam nekje 12, potem smo pa si postavili še više cilje in smo se mogli malo razširiti. Zdaj, te koncepte smo razvijali oziroma smo izhajali predvsem iz naših mikroprojektov, ki so se že odvijali v organizacijah in pa tisti, ki so se razvijali tekom našega projekta. Izhajali smo iz znanja strokovnjakov, ki smo jih bodisi ali povabili na naša srečanja študijske skupine, na okrogle mize, potem iz samih seveda pač virov literature in pa moram reči, da smo tudi bili sami člani študijske skupine, predvsej
aktivni pri sodelovanju na raznih okroglih mizah, posvetih, diskusijah, tako da se je v bistvu znanje širilo. Kar je bil pa zelo velik doprinos in iz česar smo največ počrpali, no, so bile pa dve raziskavi. Prva je v bistvu pogled mladih na medgeneracijsko sodelovanje, kjer nas je predvsem zanimalo, kakšne značilnosti, kakšne lastnosti imajo generacije in katere so tiste veščine, znanja, ki jih lahko generacije izmenjajo. Ta druga raziskava pa v bistvu gre za medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah, kjer nas ni toliko zanimalo, koliko dejansko se medgeneracijske aktivnosti že odvijajo, ampak nas je bolj zanimalo, na kakšen način sodelujejo, torej vodje oziroma člani mladinskih organizacij z drugimi generacijami. No, z naslovom te raziskave si že postavila naslednje vprašanje. Ja, torej kaj bi poudarila? Sigurno, ja, te dve raziskavi. Kaj si odkrila oziroma kaj ste odkrili, pa verjamem, da je bilo ugotovitev kar nekaj, kaj pa je najpomembnejša? Je bilo kakšno presenečenje, recimo, ko vstopaš v raziskavo, pripraviš hipoteze, potem jih ovržeš, a ste vi kakšno ovrgli? Ja, v bistvu, kar je bilo recimo zanimivo, da če tako na prvi pogled, mogoče niti ni zaznati, da medgeneracijsko sodelovanje se dogaja tudi v mladinskih organizacijah, ampak praktično, ko malo bolj poglobljeno greš čez samo strukturo organizacije, med proces dela in to, ugotoviš, da praktično je to že noter, čeprav mogoče ni skrito, ni zapisano v samem poslanstvu organizacije. Tako da smo ugotovili, da precej medgeneracijskega sodelovanja se dogaja, smo pa tudi v bistvu razvili dva pojma medgeneracijskega sodelovanja. Namreč tisto notranje medgeneracijsko sodelovanje smo mi pojmovali, da gre za sodelovanje mladih, različnih generacij, in pa zunanje, kjer pa gre torej za sodelovanje mladih z drugimi generacijami. Zveniš navdušeno oziroma zelo pleteno. Zanima pa, kakšen je bil sicer odziv med mladimi, ko ste jim predlagali to akcijo? Se jim zdi dobro to medgeneracijsko povezovanje ali bi se šli raje kaj medvrstniškega? Ja, sigurno je dobro. Mogoče na začetni zagon oziroma motivacijo moraš nekoliko biti ustrajen, ampak ko začne se stvar odvijati in ko se zaključi, so vsi navdušeni. To je medvrstniško sodelovanje, kaj pa medvrsticami še kaj zapovedati? Medvrsticami, mogoče bi dodali še to, na kar smo tudi ponosni, so naši produkti, namreč študijska skupina je delala tudi na nekih akcijskih rezultatih, ki bojo v pomoč tudi za nadaljne delo, torej za razvijanje medgeneracijskih potencialov v mladinskih organizacijah. To sta dva priročnika. Enega ste na eni izmed delavnic včerajšnjih lahko eno demo verzijo že videli. Gre za z naslovom medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah, kjer pač lahko najdete precej teoretičnih konceptov, kjer smo izhajali predvsem iz naših dveh raziskav. Lahko pa tudi ugotovite, koliko se medgeneracijsko sodelovanje v vaši organizaciji že pojavlja. In pa drug priročnik, to je pa 3 zajče naprej, kjer pa so predstavljene dejavnosti za izvajanje v medgeneracijskih skupinah. No in pa še tretji produkt, ki pa ga sigurno tudi moram predstaviti, pa dokumentarni film. Ki ga bomo gledali zdajle? Žal na delavnico, vsi vabljeni. Še objavljen na YouTubeu? Ja, sigurno bo. No, gre pa za dokumentarni film o odraščanju generacij. Prav. Klara Vidmar, najlepša hvala. Prosim. In Polona, tudi tebi. Ja, jaz bi sam še rekla, da enega od projektov, mikroprojektov, ki je bil tudi v naši mreži oziroma prav s tem namenom nastal, bo tudi ena delavnica, biografsko učenje, tako da vabljeni tudi tja. Hvala mreža MGS, Zajčki in želvice. Odlično, hvala lepa. Mateja bo zdaj zamenjal Matej, mladinski delavec. Izvoli Matej. Tudi zate mikrofon. Če te zdaj prosim, da namesto mene povabiš sem prvega gosta in mu zastaviš nekaj vprašanj, najbrž ne boš mladinski delavec, ampak mladinski voditelj. Ali pa moderator, ja. Ampak zato si ti plačan, tako da, ampak povabim pa lahko, no. Ja, midva z Matejem sva dejansko mladinska voditelja, ti pa bo še
mladinski delavec še naprej. Zdaj si imel priložnost, da zamenjaš poklic, ampak boš raje delavec kot voditelj tudi prav. Prvi gost mreže Mladinski delavec je Andrej Fištravec. Dober dan, dobrodošli. Lahko sedete tule k meni. Doktor Andrej Fištravec je sociolog in zdaj le morava najprej razrešiti dilemo, ki gre nekako takole. Nekdo bo študent za to, da bo potem mladinski delavec. Študiral bo v Ljubljani, v Mariboru? Ja, zakaj pa ne? Eni so študenti zato, da so zdravniki, pa pol nič ne zdravijo, ampak se ukvarjajo samo z boleznimi, ne? Eni so študenti zato, da so pa novinari? Ja, ti so z mojih izkušenj bili najslabši študenti, ne? Ker novinar se rodiš ali pa tisti, ko se morajo učiti svojega poklica, slabo opravljajo svoj poklic, tak, da če malo črno-belo govorim. Zakaj študij? Tu je več razlogov za to. Gre za to, da v Sloveniji komaj polje mladinskega dela ali pa statusno se komaj ureja. Polje obstaja, sistem pa počasi skuša tudi to polje spostaviti. In zdaj mislim, da simbolno je treba nek poklic spostaviti. V Sloveniji poklica mladinski delavec v klasifikaciji poklicov še ni. Imamo poklic prostitutka, ja, v klasifikaciji in tudi... Brez študija? Ne. Dosti neformalnega izobraževanja je potrebnega, zato pa tudi obstajajo posebne oblike formalnega izobraževanja, ki niso rabo najbolj legalne. In na Zavodu za zaposlovanje že znajo povedati, da delodajalci hodijo, imajo povpraševanje, ampak nekako še teh profilov ne nudijo na trgu dela legalno. Pri nas je pravno obratno, torej mi poklica nimamo v klasifikaciji, zdaj pa smo pri tem, da bomo zalaufali tudi študij. In tu bi pokazal, kako je v bistvu, ravno na primeru študija lahko pokažemo, kako je delo v takšnih mrežah interesantno. Namreč mi smo morali za 3 leta naprej planirati vsak sendvič, stopnjo lakote v želodcih ljudi na naših seminarjih. Zdaj ne bi šel to niso cele številke, celi evri, to gre v stotine. Zdaj, če ti v Isarju stvar ne izide na 100, ti Isar sploh ne poje prijave. Tako da sploh ne razumem, Aleš, hvala ti za vso delo, ki si ga opravil, to moramo javno povedati. Hvala lepa, Aleš. Sploh ne razumem, kako je možno, da imamo 100% črpanje, mislim. Ali smo mi tako dobro planirali, ali je pa to ena velika napaka, ali pa čisto potegavščina. Mogoče to na Twitterju bomo potem raziskali. Ja, ampak so z Matejem že v prvem delu debatirali o tem, da se morate mladinski delavci tudi naučiti sprejemati pohvalo. Se pravi, lahko se pohvalite, dobro vam je šlo, 100%, zdaj nazaj na študij. Ja, no, se tu sem začel, jaz se opravičujem, jaz sem že v enem oblaku, Dobro. Tako da, mi smo planirali, da bomo naredili en študij, zdaj sta nastala 2. Ko smo pa to začeli predstavljati po Sloveniji, recimo na zadnjem klubu Mame v Brežicah, so pa rekli, ja pa mi bi tudi imeli specialistično zadevo, torej ne 2-letni študij, tudi 1-letni. Tako da zdaj Filozofska v Mariboru razvija tudi specialistični študij. Tako da bomo imeli kar nekaj produktov, ki sploh nismo načrtovali, zdaj pa ne vem, če bomo lahko o tem poročali. Kak je zdaj to, vse bomo kakšna navodila dobili, ja. Sicer Aleš pravi, da ga ni treba več gledati, ker zdaj drugi to delajo, več to ne dela on, Ampak ja, torej imamo 2 študija, začeli smo skupaj s strokovnimi podlagami, ki so bile že v filmu omenjene, pa Matej je to tudi že povedal. Potem pa sem mislil, da se je zgodilo nekaj, kar je tipično za Slovenijo, 2 človeka, 3 stranke, 4 ljubice, včeraj je bilo 6. Pa da jih naprej. 4 mreže, 8 mrež. Ja, no, ampak hvala Bogu se ni to zgodilo, ampak enostavno to je bila posledica enega kroničnega zaprtja Slovenske univerze, potem ko je začela jesti bolonjske špagete. In zdaj, glede na to, da je zelo težko sodelovati že znotraj fakultete, pa znotraj oddelkov, ker so si konkurenčni, je absolutno bilo iluzorno misliti, da bi lahko skupaj ljubljanski pa mariborski kolegi sodelovali, kljub temu, da je predor že pod Trojanami, čeprav recimo moj župan tega še ni ugotovil, on še vedno misli, da je meja na Trojanah, dejansko pa je že spodaj pod Trojanami. Ampak dobro, to je zdaj druga zgodba. Morda mu je zdaj Dalaj Lama, ki je razložil.
Ja, Dalaj Lama je bil že 2-krat v Mariboru, tako da mislim, da moral še doskrat priti. Odšel je v miru. Ja, tudi Miro je prišel, sem videl, beli šal je talal, in tak. No, v glavnem, zdaj imamo 2 študijska programa, fino, tudi konkurenčna, moramo povedati, ampak na ta malo bolj mehek način. Matej pravi, da jaz tako kritično govorim zelo mehko, sicer ne vem, kako to zgleda, Moram reči, da sem v takih letih, ko so ženske razočarane na tako kritiko, če smo bolj intimni, Ja, smo kar pogosto danes, ja. Je pogosto, Ja, to smo ugotovili, tudi Vesna Godina to razlaga zdaj po Sloveniji, To je bil tudi en taki produkt, ne vem, kako bomo o tem poročali. Ona je napisala eno strokovno podlago in zdaj je že enih 80 ponovitev imela po raznih šolah po Sloveniji, ker govori stvari, ki baje ne obstojajo, to pravijo naši kolegi v naši skupini, nekateri znanstveniki. Na šolah pa vsi vejo, o čem govori, tako da zdaj tu moramo se še zmeniti, ali je empirično to, kar se dogaja v realnosti, ali je empirično to, kar se dogaja v oblakih. Torej imamo 2 študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na oddelku za sociologijo v Mariboru. Kolegi na pedagoški so že v postopku akreditacije, zdaj kolegi v Mariboru obljubljajo, da bodo to storili poleti. Potem bodo pa Božji mlini, zdaj ne vemo točno, kako se imenujejo, ker tukaj so v Sloveniji neprestane spremembe, to premleli, izvrgli in mogoče čez kakšne 2 leti, pa recimo že drugo leto, da smo bolj optimistični, bo vpis na študij. Zdaj pa, kako se bo prijelo, pa bomo videli. Ljubljanski kolegi, mogoče zaradi vpliva Cankarjevega doma ali Vode Zala ali kaj takega, so zelo optimistični. Radi bi vpisali 30 študentov na generacijo, predvidevajo tudi sprejemne izpite. Upam, da bodo težki. Ja, sprejemni pogovor, pa tak, se bo šlo. Pa je dobiš vprašanjem naprej, tako na kakem kvizu. Pri vas? Ne, pri njih. Aha, dobro. Pri nas pa ne bo sprejemnega, ampak pri nas boš pa, torej pri nas v Mariboru, torej to je dežela Štajerska, južna Štajerska z Medžimurjem. Pri nas boš pa moral priti z referencami. Torej mi v Mariboru bomo študij odprli za vse diplomante, katerihkoli usmeritev. Konec koncev, Matej, ti si prej nisi, kam bi se vsedel, ali na naravoslovni del, ali Dragica, vem, Dragica, ti si kemik, kemičarka, po osnovni izobrazbi, potem pa vse živo naprej. Matej, ti si pa tudi računalničar ali nekaj takega, pa vse živo naprej. Tako da, glede na to, da multipraktikov ne znamo izobraževati, smo, ker to je mladinski delavec med drugim, smo se odločili tako, da mora imeti nekdo, ki želi študirati mladinsko delo v Mariboru, mora imeti interes, ki ga je izrazil v polju, normalno, da prihaja iz vseh mogočih smeri, da ima vse mogoče nastavke multipraktične, torej zaključene različne študije, potem pa tudi sam študij bo potem zelo individualiziran, ker enostavno tega... Velja, več o študiju boste lahko še povedali. Sem že povedal včeraj. Aha, ste tudi že povedali, odlično. Zdaj bi prosila, da se nam pridruži še Jan Peloza. Ne, vi kar ostanite, tu vidim, da se dobro počutite. Ja, seveda, ostanite pri nas, zakaj pa ne. Jan Peloza, Združenje brez izgovora. Živijo, Jan? Zdravo. Aha, boste tako, dobro, ja. Matej bo morda vendarle postal mladinski voditelj. Mislim, da ga tudi malce mika. Jan, omenjali smo študij, ne bom te spraševala, kako je s tvojo diplomo. Bi ti šel študirati mladinsko delo? Ja, bi šel delati to? Ja, sigurno bi šel, definitivno bi ga šel po diplomca, ne bi šel ga do diplomca, ker vem, kako je zdaj, ko delam magisterij iz socialnega marketinga, ker če bi ga šel delati v času mojih 19 let, bi po vsej verjetnosti zalutal. Tako da isto bi bilo verjetno z mladinskim delom na dolgi rok, bi postal teoretik in ne toliko praktik, kot sem. In zdaj si praktik? Multipraktik. Multipraktik si. Odlično. Tisti, ki poznate Jana, veste, da govori resnico. Ti si iz Združenja brez izgovora. Tako. Brez izgovorov ste tudi v vaši organizaciji izobraževali, usposabljali mladinske voditelje. Kako je bilo zelo strogo testi, plonkanje? Ja, ne. V bistvu to je šlo za bolj neformalno zadevo, ampak smo v tem procesu, kar smo zraven pri tem projektu bili, poskušali nekako
ugotoviti utrip organizacije med mladimi, preveriti, kaj je tisto, kar v bistvu rabimo, zato da izvajamo naše aktivnosti in smo pač skozi serijo enih sestankov s Pugijem pa s Cepinom tudi prišli do enega zaključka in enega sistema, ki nam je potem na dolgi rok zelo pomagal. Mislim, na dolgi rok ne moram reči v 3 letih še, da je to dolgi rok, ampak vemo, da bo še, ker prvi učinki so že vidni. Vidni učinki na posameznikih, se pravi na teh mladinskih delavcih ali tudi v organizaciji? To me zdaj zanima. Izobražujete ljudi, ampak kaj ima potem organizacija od tega? Ja, obotroje. Tle definitivno je tako na posameznika kot na organizacijo. Zdaj lahko rečem, da pred leti, ko smo štartali, smo bili 3, zdaj nas je 120, kar pomeni, da na začetku smo bili neka družina, to ni bilo nobenega problema. Pač, vse se dalo zmeniti med mamo in tato, potem pa na dolgi rok vedno več nas je bilo in potem to več ni delovalo. In takrat smo bili prepričani, da se nam bo šlo, potem smo pa ugotovili, da nimamo pojma, to sem že včeraj povedal. In v osnovi je prav ta sistem usposabljanja pripeljal do tega, da so mladi poštekali, že ko so članjevali pri 15-16 letih v našo organizacijo, kaj lahko pričakujejo. Se pravi, vedeli so, katere veščine se bodo razvile, pričakovali so, kakšne kompetence se bojo dodatno pridobile. In to je bilo tistih učinkov glede, mislim, številnih učinkov glede posameznika. Na organizacijo pa jasno, seveda, optimizirali smo popolnoma procese, racionalizirali stroške, predtem smo imeli 2 minuti časa, kdo se spomnil, kakšno usposabljanje bi rad imel, sigurno bo prišlo prav, ne more škodovati. Zdaj smo pa pač ugotovili, da sistemsko iz leta v leto so določena usposabljanja, ki za vsako stopnjo v naši organizaciji pač potrebujejo aktivisti. Usposabljanje za mladinskega delavca, omenil si kompetence, kaj so tiste, ki jih najbolj mladi potrebujejo po tvojih izkušnjah, v tvoji organizaciji brez izgovora? Ja, mislim, zdaj, če gledamo sami v naši organizaciji, je pač naša organizacija zelo specifična. Mi smo tako aktivistična organizacija kot organizacija, ki skrbi za osebnostno rast članov. Tako da definitivno je tukaj ena od kompetenc, oziroma bom se bolj na veščino v smeru, ki je mogoče malo boljše zapovedati. Ključne veščine. Ja, recimo je sigurno zagovorništvo, se pravi na kakšen način zagovarjati neko svojo trditev med vrstniki, med mediji, med odločevalci. Definitivno zelo pomembno je javno nastopanje, retorika, zelo pomembno je prepričevanje, pogajanje tudi dostikrat. Kar smo pa na koncu ugotovili in je za mlade najbolj pomembno je to, da se razvijajo socialne veščine in pač vse veščine, ki se bodo potem na dolgi rok njim pomagale v življenju, da bodo tudi oni boljši ljudje in da bo sploh tistim ljudem, ko bodo predavali o tem, kar predavajo, da bodo pač pred svojim pragom imeli pometeno. Odlično. Matej, v prvem delu sva govorili o tem, da ste razvili 3 modele, vsi 3 ste pravi modeli. Hvala lepa. Srečno. A se že moramo iti. Še lahko nekaj povem. Zdaj, če si boste spogajali še kakšno minutko. Ja, prosim 30 sekund, ki bo trajala minuto pa pol. Matej je voditelj, sicer ne mikrofonski, ampak on je mladinski voditelj in mi smo tudi imeli veliko razpravo na začetku. Kaj s pojmom, kako bomo pisali projekt, Jaz smo rekli, ne moramo vedno pisati sintagmo mladinski voditelj in mladinski delavec, ker voditelj je pač tisti, ki se razvija skozi organizacijo, delavec pa naj bil profesionalec, tako da je mladinski delavec nadpomenka, tako da Matej je voditelj, čeprav ni želel prevzeti vašega dela. Hvala lepa, to je bila tudi besedna igra, lepo, da ste jo še vsebinsko osmislili. Hvala. Hvala. Jaz se bom sprehodil po mikrofone in nadaljevali bomo na kavču. Izvolite. Sredstvo za odgovore. Matej, Dragica, Anja, boš ti postavila prvo vprašanje? Ti mikrofoni so vroči. Prav posebej so programirani in sicer pretvarjajo samo pravilne odgovore. Tako da čestitam, nikoli še danes mikrofon ni bil tiho, oziroma vedno vse dobro slišite, tako da sami pravilni odgovori do sedaj in verjamem, da bo tako tudi v sklepnem delu. In sklepni del se začenja zdaj. Mreže ste z raznolikimi dejavnostmi dosegale res mnoge cilje razvoja človeških virov, to so bili operativni cilji razvoja človeških virov. Kaj pa naprej je vprašanje, ki ste ga najbrž pričakovali in prepričan sem, da je pripravljeno oziroma bo strnjeno tako, kot je treba. Dragica. Kaj bi vi pričakovali? Vaše pričakovanje vnaprej. 3 leta je kar lep čas, ampak...
so pa cilji, ki jih bo treba doseči še v prihodnosti in zdaj morda vsak izmed vas izpostavi en tak cilj, ki je ostal in ki ga bomo preverili čez čas. V bistvu vsaka mreža mora po operaciji zagotavljati trajnost. To je eden iz osnovnih elementov, ki jih moramo slediti. In zagotovo, zdaj jaz bom govorila za našo mrežo. Mi bomo poskušali negovati odnose vnaprej in vključevati pravzaprav vse partnerje v različne bodoče aktivnosti. Povezovali se še bomo, zdaj ne bomo smeli več znotraj Semrisa, ampak znotraj drugih aktivnosti. Kot sem že prej omenila, nam je uspelo nekako mrežo razširiti in jo nadaljujemo znotraj tako imenovanega projekta Ekspert 2020 in bodo vključene mladinske organizacije in pa ob podpori strokovnih organizacij. Zdaj v trajnosti si predstavljamo, da bomo vsekakor popularizirali znanost naprej v mladinskih okoljih in oblikovali tega mobilnega mladinskega delavca, seveda znotraj, upam, da tudi študija, ki je predviden. Zdaj mi tako dolgo čakati ne moramo, da bojo prišli prvi diplomanti in bomo skušali vmes jadrati s to barko naprej. Medtem ko pa sami mladi, kako bomo njih vključevali, bo pa povabilo mladinskih organizacij, da izvajajo skupaj z mladinskimi delavci kot bodočimi mentori, demonstratorji, nove vsebine, kako biti radoveden, kako ustvarjati in kako razvijati svoj razvojno-raziskovalni kapital. Všečkam tudi populariziranje znanosti, Karmen? Jaz? Ok. Sem ravno kar razmišljala, v bistvu, kaj meni pomeni medkulturni dialog. Ko si govoril o ciljih, sem si rekla, pa meni medkulturni dialog ni cilj, to je v bistvu proces. To se pravi, proces, ki smo ga poskušali vzpostaviti tekom teh 3 let, razvili super modele, ki mislim, da so uporabni in bodo zagotavljali trajnost tudi naprej. Tako da, kar se tega tiče, verjamemo, da bomo v tem duhu, da bo večina partnerjev in predvsem mladih v tem duhu tudi nadaljevala. Tako da z ali brez sredstvi, seveda, če brez sredstev, bo to pomenilo, da bojo prišli neki drugi ljudje. Pa tako je bilo včeraj tisto, povežite pojme, mladinsko delo, 109 tisoč brezposelnih, kaj še bilo? Hobi, pa študentska napotnica, če ne bo pač mladinsko delo zgolj hobi. Ampak včeraj je najbolj odmevala ničelna stopnja brezposelnosti. Super modeli, pa super komadi, Matej. Kako naprej? 3 področja smo imeli, na področju študija so zdaj programi spisani in pač to je zaključna faza projekta in upamo, da bo študij iztekel, kot smo slišali celo 2, ne eden. Tako da včasih ta slovenska razdvojenost je za poročanje o projektu še pozitivna, ker lahko 2-krat več rezultatov pokažeš. Potem na področju neformalnega modela, to je bila moja ljubezen in to skupino sem vodil in tega sploh še nisem imel priložnosti, danes omeniti. Skratka, več organizacij se je med sabo poenotilo, doseglo neke minimalne standarde in bomo v bistvu zdaj v zelo kratkem času izdali publikacijo s prav tem neformalnim modelom, kaj imamo vsi skupnega in kako to razvijati naprej. Tako da tle se bo trajnost zagotavljala tako, da bomo ustanovili neke vrste neformalno mrežo, v narekovajih zbornico. Tiste organizacije, ki imajo razvit svoj izobraževalni sistem, bojo lahko vstopile noter, skrbeli bomo za status, prepoznavnost, standarde in v bistvu nudili drugi izmenjavo izkušenj, hkrati pa spodbujali tudi tiste, ki ne bojo noter, pridite, če bo možnost, bomo tudi zagotovili moderatorja, da bomo prišli tako, kot se je pri Janu Pelozi dobro izkazali pri Združenju brez izgovora, da bomo pač jim pomagali vzpostaviti njihov model, to po naših izkušnjah traja vsaj 1 leto dela z ključnimi kadri v organizaciji, da se ta model vzpostavi in si želimo v bistvu, da bi ta zbornica bila trajna in da bi obrodila sadove, ker enostaven, če bo znotraj organizacij zaživelo sistemsko usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev, se bo cela kvaliteta celega sektorja dvignila. Še Polona, za naprej. Tudi Polona je voditeljica potem take. Ko govorimo o medgeneracijskem sodelovanju, sožitju,
je to nekaj trajnega, nekaj, kar se celo življenje učimo, tako da enega cilja prav ne moramo postaviti, lahko pa namen naredim. No in to je, da upam, da bo naša organizacija, pa ne samo naši mreži, ampak vse, ki so pripravljene in toliko odprte, sprejele te naše rezultate in jih seveda uporabljale za naprej, za nadaljne delo, in ker smo prepoznali to kot dobro formulo oziroma recept, če želite, za uspeh. Jaz priporočam tudi, da se te vsebine vpleta v svoje programe in to tisto trajnost. Želimo si, da bi dosegli to trajnost in seveda se še bolj razvivali na ta način naprej. In zdaj še čas za ključno sporočilo vaše mreže. Zelo dobro bi bilo, če je to ključno sporočilo lahko kar se da kratko, lahko je samo kot nek naslov, poziv, lahko je seveda tudi malce daljše, ampak naj bo res takšno, da bo odzvanjalo. Bom kar jaz. Moto naše mreže je bil: skupaj smo hitrejši in modrejši. Odlično, res smo. Hvala lepa, Polona. Hvala. Težko bo biti krajši. Ja, res je. Toliko me že poznaš. Jaz bi sporočil tako mladinskim voditeljem in delavcem, kot tudi odločevalcem, prosim, bodite ambasadori tega vmesnega prostora med družino in javno sfero in prosim, ne se pozicionirati v prosti čas mladih, ampak se pozicionirajte v to, da brez te sfere mladi ne morejo polno zaživeti svojega življenja. In dajmo skupaj slovenskemu in evropskemu prostoru povedati, da to sfero in s tem tudi ta sektor rabimo, in povejmo, kakšne učinke sploh prinašamo, ker se ne vidijo tako na prvo žogo, ampak so pa nepogrešljivi. Hvala lepa. Ja, jaz bi se kar na tebe navezala, Matej, v bistvu si mi na pol vzel besede z jezika. Dejansko je tako, da ukolikor se bo tudi v prihodnje vlagalo v mladinski sektor, ker se bodo recimo v mladinskemu sektorju tudi ostala področja odpirala, bo to pomenilo, da se ustvarjajo eni pogojene okoliščine, da se mladi lahko realizirajo. In jaz mislim, da na podlagi tega od mladih ne boste slišali tistega, ok, kaj boš pa danes naredil za mene? Ok, hvala lepa, Karmen. In še Dragica. V bistvu želela sporočiti v imenu mreže, kako je pomembno prisluhniti mlademu človeku v mladinskem okolju, o mladinskih organizacijah, o mladinskih centrih in pa drugih tipih mladinskih organizacij in dati priložnost mladim za njihovo ustvarjalnost, za ugotavljanje, ali deluje ali ne deluje dvom, ki se lahko realizira, in pa predvsem, da spoštujemo njihove kreativne ideje, pobude in da jih ustvarjajo v vsej svoji moči, kolikor je zmorejo. In da pravzaprav odločevalci vidijo, kako pomembna je ta povezava med šolskim izobraževalnim sistemom in pa mladinskim sektorjem. In vkolikor bomo znali to skupaj spojiti in postaviti sodelovanje, verjamem, da bo tudi finančna pomoč pritekla sama po sebi, se pravzaprav to je dialog, medkulturni dialog, medgeneracijski dialog, in s tem smo morda potem lahko zastavili tudi cilje v smislu našega izvajanja, našega poslanstva, biti večno mlad in biti večno kreativen. Odlično, hvala lepa, hvala za te ključne misli. Zdaj pred nami še nekaj nenaključnega. Poglejte gor. Kmalu se bo spremenilo.
tako, to je bila še video predstavitev mrež, ki smo jih spoznali že včeraj, aktiven državljan.si, omrežen.si, Zavedno mladi in Mladi odpiramo prostor. Matej, kaj si ti najbolj zapomnil od včeraj? Lahko me vprašaš, kaj sem se naučil? Naučil sem se, da se mreže v proračunu ne reže. Odlično. Pa še spomnim se, da potem tudi v Šoštenju ni prav nobenega razloga, da bi gradili študentski blok 6, saj, če sem pravilno razumel včeraj besede direktorja urada. Ja, očitno si kar veliko stvari odnesel. Mi bomo zdaj pobrali svoje stvari od tule, namreč čedalje bolj se zdi, da ključna konferenca mladih, vsaj kar zadeva tale skupinski del, postaja zaključna. Razumeli pa smo, da je pred vami še ogromno dela. Držimo pesti za vse vas, za vaše kolege v mrežah in seveda tudi za vse tiste, ki ste se predstavili včeraj. Vsekakor vam, vsaj midva želiva tudi čim več novinarjev na vseh konferencah, ki bodo še sledile. Danes sta bila tu vsaj dva in verjamem, da med v publiki še kakšen. Ni treba dvigniti roke. Vabljeni na delavnice in kosilo. Sva še kaj pozabila? Na zaključek ob 17:30. Za danes pa hvala, da ste bili tu, da ste nam sledili. Tudi na Twitterju in uporabljali lojtro KK mladi. Zelo mladi smo bili. Lepo se imejte, adijo in mladi ostanite. In odmevajte še naprej.